Dobar dan in dobrodošli v prvem pomladnem mesecu oziroma znanilcem pomladi, s katerim so tudi povezani vsi pomladanski sejmi. Dobrodošli v podjetju Ream d.o.o. v poslovni coni Komenda. Že 8. leto zapored prirejamo hišni sejem, zdaj tretjič na tej za nas novi lokaciji. Hišni sejem sam po sebi je pomemben tako marketinški kot konec koncev tudi komunikacijski kanal med končnimi strankami, monterji, arhitekti, projektanti in pa med nami kot dobavitelji in distributerji za različne znamke. Znamke, kjer zastopamo na slovenskem trgu že dolga leta, so v prvi vrsti Mitsubishi Electric, z njim povezan Mitsubishi Electric Hydronics, potem pa Hisense, Kaisun, Thermoscreens in pa Aerial. Vse te znamke tvorijo en zelo širok portfelj naprav in pa sistemov rešitev za klimatizacijo, ogrevanje, prezračevanje, razvlaževanje, skrajšano rečeno HVAC tehniko, s katero imamo že dolgoletne izkušnje na slovenskem trgu. V letošnjem letu bi vam radi predstavili v prvi vrsti nekaj novosti, v drugi vrsti pa tudi pokomentirali stanje na trgu in pa naš pogled in pa naše videnje situacije. Če bi začeli kar s toplotnimi črpalkami kot najbolj aktualno temo ob bližajočem se koncu kurilne sezone, lahko rečemo dvoje. Toplotne črpalke še vedno edini vir na trgu ogrevalne tehnike, ki je sposobna iz ene enote energije proizvesti več enot energije. To pomeni, da ne glede na fluktuabilnost cen energentov, tudi če je elektrika v tem momentu mogoče relativno draga napram prejšnjim letom, je še vseeno gledano na vse ostale energente za tem COP-jem povprečnim, ki se v Sloveniji nahaja tam blizu koeficienta 3,5, zelo ugodna rešitev za ogrevanje. To je en komentar. Če to posplošimo ali pa če damo to v majčkeno bolj tak splošen jezik, to pomeni, da če ste porabili, ne vem, za 3000 evrov olja, to pomeni, da boste zdaj porabili tam nekje za recimo približno 1000–1200 evrov elektrike. Hočem vam pokazati in pa povedati to, da je to razmerje še vedno zelo v prid nakupu toplotne črpalke. To je en argument. Drug argument je to, da je država preko Eko sklada namenila rekordno vsoto v zgodovini podeljevanja subvencij in to je kar 80 milijonov je v Eko skladu namenjenih za subvencioniranje prehoda na zelene, varčnejše vire ogrevanja. Tretji argument za nakup toplotne črpalke v spomladanskem času pa je naša na novo kreirana akcijska ponudba in to je zelena subvencija. To smo pripravili v kombinaciji z proizvajalcem in pa principalom Mitsubishi Electric in pa nami kot distributerjem. To pomeni, da v najbolj popularnih kombinacijah pri nadgradnjah ogrevalnih sistemov lahko že iz naše strani prejmete subvencijo do 750 evrov. To lahko poračunavate tudi z nakupom kakšne druge naprave, naprimer klima naprave z našega portfelja. Poleg tega pa lahko vse skupaj uveljavljate še na Eko skladu in pridobite do 2500 evrov nepovratne vzpodbude oziroma subvencije. To v seštevku pomeni 3250 evrov denarja, ki ga pokoristite lahko pri nakupu sodobnega varčnega ogrevanja. Če gremo čist tehnično pogledati, kje smo z letošnjimi novostmi prišli na plano, lahko rečemo tako. Na splošno so Mitsubishi Electric toplotne črpalke, katere predstavljajo pač največji del naših prodajnih aktivnosti na letni ravni, napredovale v dveh pogledih. Prvi pogled je varčnost, drugi pogled pa so tihost oziroma decibeli v nočnih režimih in pa najvišja možnost ogrevanja ogrevne vode. To pomeni, z novimi sistemi je ta možnost šla do 70 stopinj. To je lahko rečemo tudi, da praktično najvišja možna varianta, kjer je še tista meja med tem, ali je vaš objekt sploh dovolj
varčen in pa dovolj zatesnjen, če tako rečemo izolacijsko, da se vam takšna vgradnja še izplača. V nasprotnem primeru treba najprej pač na druge stvari pogledati oziroma rešiti gradbeno fiziko in pa izolacijo samega objekta. Kot doslej ponujamo 3 vrste notranjih enot z integriranim bojlerjem. To so 300, 200 in pa 170 litrška varianta. Toplotne črpalke gredo v moči od 4 pa do 23 kW, sledijo si 4, 6, 8, 10, 12, 14 in pa potem 23 kW na koncu. Pri enotah z ločenim bojlerjem gre za hidrobox enoto oziroma za hidromodul. V teh variantah lahko kombiniramo tudi različne volumne bojlerjev ali pa sanitarne vode sploh ne dodajamo. Želimo poudariti to, da je možnost nabor grajenja sistemov za varčno ogrevanje popolnoma odprt, ne bom rekel samo širok, ampak popolnoma odprt in prilagajajoč vašim željam. Toplotne črpalke je možno sestavljati tudi v kaskadne sisteme do 5 enakih zunanjih enot. To pomeni, da tudi za nadomestitev recimo kakšnih skupnih kotlovnic, pa naj bojo to javni objekti ali pa skupni kotlovnice v stanovanjskih objektih oziroma blokih, je to lahko primerna varčna rešitev. Toliko zelo na kratko o toplotnih črpalkah Mitsubishi Electric, hkrati pa še enkrat povabilo, torej od srede 6. marca pa vse do sobote 9. marca. Urnik med sredo in petkom je od 8. zjutraj pa do 6. zvečer, v soboto pa od 8. zjutraj pa do 1. popoldan. Več o urniku na naši spletni strani www.ream.si. To je to, kar se tiče toplotnih črpalk Mitsubishi Electric. V našem portfelju imamo potem še toplotne črpalke zemlja-voda oziroma voda-voda. Zemlja-voda je izpeljanka tudi geosonda. To so toplotne črpalke španskega proizvajalca EcoForest, tamle v ozadju. To pomeni toplotna črpalka, ki deluje na podlagi izkoriščanja energije podtalne vode ali pa na podlagi izkoriščanja toplote zemlje, bodisi v vrtini, bodisi v zemeljskem kolektorju. EcoForest je priznan proizvajalec na evropskih tleh v smislu, da je prisoten že več kot desetletje. Sama proizvodnja poteka v Španiji, v Sloveniji oziroma na slovenskem trgu so tovrstne toplotne črpalke ne dosegajo jasno take množičnosti kot toplotne črpalke zrak-voda, ampak vseeno gre tukaj za neko rešitev, ki je v našem primeru primerna tudi za enostanovanjske objekte. Gre za toplotno črpalko voda-voda oziroma zemlja-voda z invertersko tehnologijo. To je bržkone pač en napredek in pa tudi novost v primerjavi z mnogoterimi konkurenti. Tako da tudi za takšne sisteme imamo pri nas ta pravo rešitev, lahko rečemo. Ker pa mi gledamo podnebje in pa, bom rekel, potrebe po ogrevanju in pa hlajenju celostno, smo pri Reamu že dolga in dolga leta jasno ponudnik tudi klimatskih naprav. V kombinaciji s toplotnimi črpalkami je že leta in leta bilo možno tudi vkomponirati hlajenje, bodisi konvektorsko s prenosom na vodo. V sedajšnjem času je pa prva novost to, da imamo tudi EcoDan Multi v novi obliki. To pomeni, da lahko z eno zunanjo enoto priklopimo, oziroma na eno zunanjo enoto priklopimo en hidromodul, bodisi bojlersko enoto, bodisi hidrobox, in pa 3 ali 4 ločene split notranje enote, katerakoli oblike, stenske, stropne, kanalske, parapetne in tako naprej. To so lahko zelo zanimive rešitve za novogradnje, za konec koncev tudi za adaptacije. Obstajata pa dva sistema v 7,5 in pa v 10 kW izvedenki, enofazna, to je treba poudariti. Tako da ob pripravi za vgradnjo takšnega sistema je treba pripraviti tudi primerno elektronapeljavo. Kot rečeno, v Reamu smo dolgoletni zastopnik za klimatske naprave različnih znamk. Najdaljši čas za Mitsubishi Electric, s katerim smo partnerji že od leta 2001.
To pomeni, da nas že druži pogodbeno distributerstvo zadnjih 23 let. Lahko rečemo, da imamo kar nekaj izkušenj s to znamko, ne, da imamo svoje serviserje, svoj servis zaposlen, ki tudi ureja vse morebitne vprašanja in pa probleme na terenu, tako da ponujamo celostno storitev, ne samo distribucije in pa svetovanja, temveč tudi poprodajno. Če se vrnemo k klima napravam, Mitsubishi Electric ima v bistvu v Sloveniji prodajno najmočnejši model, sredinski model. To je v našem primeru že lani predstavljen model AY. Vsi ti modeli so običajno na trgu 5+ let, ne, kar pomeni najmanj 5 let, raje več, ne. Tako da ne gre za neko zelo fluktuativno in pa hitro menjajoče se modelno paleto, temveč gre za neko stalnico, ki je vnaprej dolgoročno razmišljena, zasnovana in pa pol tudi nekaj časa prisotna na samem trgu. Model AY, kjer ga sem omenil, združuje praktično vso najsodobnejšo tehniko, gre za eno od najtišjih klima naprav na trgu. To pomeni, da v prvi brzini ventilatorja ima 18 decibelov, ne glede na izvedenko kilovat pa pol, 2 kilovata, 2,5 ali pa 3,5 kilovate, ima zelo visoko grelno in pa hladilno število oziroma sezonski COP in pa sezonski ER. Prav tako združuje kot najvišji razred plazmsko filtracijo, Wi-Fi je že predvgrajen, tako da gre za en zelo sodoben primer klimatske naprave, ki je praktično paše vsak doma, ne. Novost pri novem snovanju ali pa zdaj pri tem zadnjem najnovejšem modelu Mitsubishi Electric klima naprave je ta, da ne gre več za teksturo notranje enote v svetleči podlagi, ampak gre za matirano teksturo plastike. Ta naj bi se oziroma se bolje ujema z običajnim beležem na stenah, kar pomeni, da je še manj opazna oziroma da je bolj skrita ali pa bolj diskretna, če tako rečemo, ne. Ta enota, kot sem že prej omenil, zdaj ponovno obstaja tudi v kilovat pa pol in pa 2-kilovatni različici. To pomeni, da so potem tudi te notranje enote fizično manjše, gre za 75x25 cm veliko enoto, dočim nad 5 kilovati, 6 in pa 7 kilovatna različica tega sredinskega modela pa še vedno obstaja le v modelu AP, to pomeni v predhodniku tega modela. Gre prav tako za sodobno klima napravo, ki pa je pač drugačna v tem smislu oziroma s temi poudarki, ki sem jih prej omenil, recimo tekstura te same maske, nima plazmske filtracije in tako naprej. Kar se tiče klima naprav, ima Mitsubishi Electric, lahko rečem, pol še dve enoti za poudariti. Ena je nižje cenovna oziroma model HR, ta obstaja v verziji z ali pa brez Wi-Fi upravljalnika. Gre za low cost ali pač vstopno enoto od Mitsubishi Electrica, cenejšo variacijo te znamke, še vsem pa si ta znamka več kot zasluži ime oziroma ta tip več kot zasluži ime Mitsubishi Electric klima naprave, ker gre prav tako za kvalitetno napravo, čeprav je vstopni razred, veliko jih je vgrajenih tudi na slovenskih trgih oziroma na slovenskem trgu, tako da gre za, rekel, en price performance model, ki obstaja tudi v svoji multi različici, torej v različici dvojček ali trojček, in je na slovenskem trgu, kot je že rečeno, prav tako močno prisotna kot ta sredinski najbolj uspešen model. Če nadaljujem, potem imamo pa še Luxury serijo oziroma združeno Luxury in pa Design serijo. To je enota LN, ki obstaja v 4 barvah. Tukaj smo v našem razstavnem prostoru zdajle trenutno odprli oziroma poudarili 2 barvi. Gre za črno in pa za običajno belo barvo. Gre za dizajnersko poudarjene linije zelo z ostrimi robovi. Gre za enoto, ki je tudi fizično malček večja, to pomeni 90x30 cm, v primerjavi z ostalimi običajnimi modeli gre tukaj za 80x30 cm, govorim razmerje med dolžino in pa višino, v tem primeru pa 90x30. Lastnosti te enote so podobne kot pri modelu AY, govorimo tako v glasnosti kot v
samih izkoristkih energije, gre pa tukaj še za nekaj dodatnih funkcij pri modelu Luxury. Prva, ki je na očem najbolj vidna, je pač oblika in pa variacije različnih barv, ki ste mu pokazali še črno in pa biserno belo. Gre tukaj tudi za to, da ima enota dvojno loputo, kar pomeni, da še natančneje lahko pač naredite usmeritev upiha. Gre za to, da ima dvojno loputo tudi v vertikalnem smislu, ne samo v horizontalnem, kar pomeni, da vam zelo lepo in pa lahko razbije ta upih in tako naredi klima napravo še manj motečo oziroma da jo praktično niti ne čutite. Te enote vse se ponašajo z nazivom Kirigamin. Kirigamin je Mitsubishi Electricova predstavitev izdelkov na najvišji ravni klimatizacije. Kirigamin pa je hkrati tudi kot zanimivost planota na Japonskem, za katero veljajo najbolj ugodne in pa blagodejne klimatske razmere v celi državi. Pomeni, da vedno zelo rahel piš, ne premočan, ne prešibek tam piha. Temperature so vedno ugodne, ne glede na letni čas, tako da tukaj gre za neko to soznamčenje ali pa ponazoritev samih klimatskih razmer. Če nadaljujem oziroma pokažem še prej obljubljeno variacijo še dveh barv, gre še za rdečo in pa biserno belo. Vedno je tako, da za ta najvišje modele ali pa za, bom rekel, vrh ponudbe povprašujejo že v prvih fazah tako projektanti kot arhitekti. Za arhitekte je zelo pomembna ta stvar, tudi RAL lestvico imamo oziroma barvno uskladitev včasih delamo za določene projekte. Tako da te rešitve od Mitsubishi Electrica so praktično namenjene najbolj zahtevnim strankam, hkrati pa niso toliko odstopajoče cenovno, da bi bile nedosegljive na dolgi rok za potrošnika. Vse te naprave po naših izkušnjah, že prej smo omenjali izkušnje z toplotnimi črpalkami in pa s porabami in tako naprej. Če omenimo izkušnje pri klimatskih napravah, je tako, da je ena običajna življenjska doba klima naprave najmanj 10 let v gospodinjstvu, ampak rajši rečemo 15. Mi imamo stike tudi s končnimi potrošniki, ki jih potem naprej na naše partnerje obračamo, in običajno je tako, da se menjajo klima naprave tam 15 plus let stare. To pomeni, da se odločate za investicijo v klima napravo, ki je vsaj po izkušnjah zelo, zelo vzdržljiva. Oziroma v tem roku praktično že vse ostale gospodinjske aparate pomenjate, ko vam klima naprava kot zelo pomemben aparat v hiši oziroma vsak dan bolj pomemben še vedno deluje. Mogoče še beseda pri klima napravah o tem, da klima naprave v preteklosti so veljale za nek luksuz, danes gre tukaj za nujo. Ne glede na to, da se te podnebne razmere spreminjajo počasi, takrat, ko se ta sprememba občuti, je običajno hipna oziroma zelo hitro narejena in pa zelo intenzivna. To pomeni, da v prostorih že zaradi same vlage v kombinaciji z visoko temperaturo težko zdržimo, zato pa vsi ponudniki na vseh teh spomladanskih sejmih toplo priporočamo, odločite se za klimo napravo, posvetujte se z inštalaterji, posvetujte se z nami, obrnili vas bomo na prave ljudi, ampak poskrbite za klimatizacijo v pravem času. To pa pomeni vsaj v pomladnih mesecih, ker poleti, takrat, ko je pač špica, težko pridete vsi hkrati na vrsto. Če gremo naprej s klima napravami, gremo k eni zelo pomembni lansko leto predstavljeni novosti, to so pa klima naprave znamke Hisense. Kot smo že lansko leto poudarili, smo veseli in ponosni, da se je Hisense odločil, da je distribucijo klima naprav zaupal prav nam. Prav nam je zaupal ravno zaradi prej omenjenih dolgoletnih izkušenj. Tako da Hisense predstavlja eno zelo lepo alternativo našim uveljavljenim znamkam z našega portfelja. Pomeni, da gre za cenovno nižje pozicionirano klimatsko napravo oziroma znamko, ki pa vseeno dosega, bom rekel, vse,
kriterije ali pa večino kriterijev za zahtevnost našega trga. Mi moramo vedeti, da slovenski trg ali pa slovenski potrošnik je zahteven potrošnik in temu primerno je treba tudi reagirati s ponudbo. S Hisensovo klima napravo lahko zadovoljimo, smo prepričani, da marsikaterega potrošnika po ugodni ceni z znamko, ki je že uveljavljena z drugimi aparati na slovenskem trgu. V naši osnovi ponujamo, gre za modela Expert Smart in pa New Comfort. Expert Smart je praktično vstopni model od Hisensa v naši ponudbi, dočim New Comfort je naslednji model oziroma višji model. Razlikujeta se predvsem v obliki, nekaj malega pa tudi v lastnostih, kot so tihost in pa izkoristek same naprave. Zanimivo pri teh napravah je to, da delujejo tudi v gretju do -15 oziroma -20 stopinj, odvisno od izvedenke. Ponujamo pa tudi na slovenskem trgu Nordic model oziroma zimski model z možnostjo ogrevanja do -25 s predograjenim grelnim kablom in pa namembnostjo, kot sem že rekel, prav za ogrevanje. Jasno, spet po sodobni tehniki in pa z dosegljivo ceno. Če se vrnemo naprej k ostali naši ponudbi oziroma k pomembnejšim zadevam. V tem kotu imamo predstavljene sušilnike Rock od Mitsubishi Electric. Zdaj, tukaj imamo en kup enih naprav, ki pa vsem tvorijo eno celoto te HVAC tehnike. In sušilnike Rock bi lahko že navezali naprej na prezračevanje, čeprav gre za sušilnik Rock. Gre za sodobno alternativo brisačkam, če tako rečemo, okoljsko ustrezno rešitev in pa za konkurenčen izdelek vsem najbolj etabliranim in pa najbolj znanim tovrstnim izdelkom na trgu. Če navežem naprej na prezračevanje, kot sem že rekel, je pa spet tako. Mitsubishi Electric ima zelo, zelo dolgo tradicijo v smislu ponudbe prezračevanja. Tokratni oziroma sodoben vrh prezračevanja predstavljajo naprave VLC za PVU z PVC rekuperativno kocko, z možnostjo dograditve NOx filtra kar v napravo, ne kanalsko, ampak v napravo, z dvemi predfiltri, katere je možno zamenjati z natančnejšimi, recimo medicinskimi filtri, z sodobno upravljalno enoto, kjer praktično vidimo vse parametre. Na to napravo je možno priključiti tudi CO2 senzor. CO2 senzor lahko pove, kdaj imamo v prostoru visoko koncentracijo CO2-ja, skladno s to informacijo potem zvišuje vrtljaje ventilatorjev in temu primerno prezrači prostor. Poleg teh naprav imamo jasno že tradicionalno v ponudbi preko 20 let naprave LGH, vse skupaj te naprave tvorijo serijo Lozni. Gre za naprave z PVC oziroma z povoskanim celuloznim izmenjevalcem, tam v tistem primeru gre za entalpijske naprave, torej vračajo vlago. Zelo pomemben je pri tistih napravah, da imamo zelo velik nabor možnosti urne izmenjave zraka, to pomeni od 150 pa vse tja do 2500 kubičnih metrov na uro, govorimo o zraku. To govorimo zdaj o centralnih prezračevalnih sistemih, ki postajajo tudi praktično standard pri vseh novogradnjah. Zdaj pri javnih objektih je to že projektno obvezen produkt, pri privat objektih pa ta obveza praktično v zakonodaji na novo tudi nastaja. Čeprav to za 100% še ni obvezno, se praktično večina strank pri pasivni oziroma nizkoenergijski gradnji mora odločiti za prezračevanje. Sicer je pač tako, da zrakotesnost pomeni tudi to, da vam zmanjkuje zraka, kolikor nimate aktivnega prezračevanja. To je to, kar se pa tiče recimo obstoječih objektov, kjer pa tovrstno prezračevanje, vgradnja tovrstnega prezračevanja ni možna, je pa rešitev lokalno prezračevanje. Tudi v tem smislu ima Mitsubishi Electric rešitev z lokalnimi prezračevalci, to pomeni napravi VL100 in pa VL50. Gre za enostavni napravi,
subjektivno sicer, ampak meni simpatični po izgledu, ki pa prezračujeta bodisi s 50 kubiki na uro maksimalno izmenjavo ali pa 100 kubiki na uro. Zanimivo pri teh napravah ali pa kaj jih loči od konkurenčnih izdelkov je, da te dve napravi prezračujeta hkrati. Ne gre za princip, ko imamo terminsko determiniran vlek zraka in pa terminsko determiniran izpuh zraka preko pa izmenjavo energije preko kristalov, ampak gre za klasično rekuperativno kocko, kjer ta izmenjava, torej vlek zraka v prostor in pa izpih odpadnega zraka iz prostora potekata praktično hkrati. To izgleda tudi tako, rekuperativna kocka, ventilator, avtomatika. Toliko na kratko o produktih Mitsubishi Electric v smislu prezračevanja. Pri klimatizaciji, pri toplotnih črpalkah, pri prezračevanju bi lahko govorili še ure in ure, zaradi tega, ker te programi so na splošno zelo, zelo široki. Ker pa želimo to skrajšati, pa da bo posnetek gledljiv, da ne bo predolg, bi tudi na tej točki zaključili, vas še enkrat lepo povabili na naš hišni sejem. Pripravili smo ugodnosti, kot smo že rekli, sploh na področju toplotnih črpalk, tako da lepo vabljeni, vreme je temu primerno, tako da v naši sredini bomo poskrbeli za to, da se boste počutili v redu. Čas smo si vzeli, da vam predstavimo naše produkte, vzemite si ga še vi, vabljeni, hvala lepa.